Pravljica o mavričnih ljudeh, čarte me, žalost mrtvih je greh. Pravljica za mavrične ljudi, njeni krik kot odmevne moči, v srcu poraz, v senci obraz preteklosti. Odprta kot knjiga njihova je pot, živi zid iz viharnih zablod. Umrle so sanje mavričnih ljudi, ognja žar pod pepelom še tli. Mavrica spet ga rodi. Pravljica o mavričnih ljudeh, dih noči v ogledalu posmeh. Pravljica za mavrične ljudi, kot spomin, ki počasi bledi, v srcu poraz, v senci obraz preteklosti. Odprta kot knjiga njihova je pot. Ja, pravljica o mavričnih ljudeh. Na vrsti pa je ena manj prijazna zgodba, ki se bo zaključila s povabilom na dobrodelni koncert. Barbara Furjan Gregorovič na poseben način neguje spomin na preminulega brata. Barbara, lepo pozdravljeni. Pozdravljeni, Jordan. Glasbo skupine Šankrok smo izbrali prav nalašč za najin pogovor. Morda par besed, zakaj Barbara ravno to skupino? No, to je dejansko nekako bila moja želja, v bistvu to je pač Blaž sam poslušal, zelo rad je imel skupino Šankrok, tako da tudi glavni gost nekako dobrodelnega koncerta bo tudi sam Matjaž Jelen kot pevec nekdaj zelo uspešne skupine Šankrok. In tako da še dan danes se Blaža spomnim, kako je to pesem rad prepeval. Koliko let bi letos dopolnil Blaž? V bistvu 35 let, septembra. Spomin nanj, na brata, skušate zapisati, vtisniti na papir in če sem prav razumela, Blaževa življenjska zgodba še ni do konca zapisana, niste še? Ja, v bistvu takrat, ko se je ta tragičen dogodek zgodil v sami vojašnici v Ljubljani, enostavno pač 2 leti smo poskušali preko medijev in precej odmevna zgodba je bila to leta 97, ampak nekako nismo prišli do konca, tako da enostavno smo stvari opustili in sedaj vse, kar smo nekako izraslo to, da kar še lahko naredimo, je ta dobrodelni koncert in s tem namenom tudi zapišemo stvari, kot smo jih sami doživljali, kot smo jih sami doživeli, pač v samo knjigo, kot smo Blaža poznali, mislim, zdaj zgodbo samo bom zaenkrat še pustila kot neke vrste skrivnost, ne, tako da... Ampak jo, Barbara, jo sami pišete ali skupaj? Jo že nekaj let sestavljam skupaj, ampak imam tudi pomoč drugih družinskih članov, pa tudi prijateljev, ki mi bojo tudi dodali svoj delček, na kakšen način so Blaža poznali, tako da bom skušala vse zajeti. Tako kolaž spominov na Blaža. Predvidevam, da je to vaša prva izkušnja z izdajo knjige. To je res, ja. In niso lahke. Ja. Sploh, če se izdaje knjige lotimo sami. Ne? In predvidevam, da zato z ljudmi dobre volje to soboto pripravljate koncert. Povejte, kdo vse se je odzval povabilu na oder v taverni v Kopru. Ja, zelo sem bila počaščena teh hitrih odzivov. Kot prva bo na koncertu nastopila Lucien, ki bo dejansko tudi nastopila pač kot pianistka na klavirju in zapela svoje pesmi, tako da jo bo imeli ljudje priložnost začutiti in doživeti v živo še na nekoliko drugačen način, ne kot samo Žirant Košova Slovenija ima talent. Potem seveda bo nastopila tudi Alenka Gotar, ki je zelo znana, tudi že potem, da je pač zastopala samo Slovenijo na Eurosongu.
in z vsem njenim petjem. Potem recimo kot zanimivost je tudi Vauks, ki je z Markovca, ki je reper, tako da nekako bo glasba za vse okuse, tudi Lea Sirk, ki je bolj v pop glasbi, skupina Pepel in kri, ki jo tudi poznamo. Mislim, naj omenim, da bo tudi Eurovizija, ravno ta dan finale, ne, pa tudi na našem koncertu bo ogromno ljudi, ker če recimo omenim samo Lucien Lunčina je, kar morda marsikdo še ne ve, nastopala že z Nušo Derenda, ki jo je spremljala na Eurosongu že pred leti, mislim, da je bilo 2001. Tudi Alenka Gotar je bila in Pepel in kri pa leta 75, ne, tako da imamo že med svojo množico gostov, pa Martino Šaraj recimo, ki je tudi že nastopala na EMI, kjer se je kot novinka pred 3 leti uvrstila na 7. mesto z Dovolj ljubezni kot pač kandidatka za na Eurosong, tako da bomo imeli predvsej tako izbrane goste, ki bojo res lahko ponudili, kot naprimer tudi skupine, ki bojo bolj akustično, kot je Sons, pa Plava jabuka, pa Edi na kitari z Sandro De Vivi, ki je tudi Koprčanka, tako da mislim, da bo prav prijeten večer in za vse okuse glasba. Res je, zelo zanimivi gostje. Kdaj se bo koncert začel? Začne se točno ob 9. uri. Tisti, ki si mogoče vstopnic še niso pač priskrbeli, ja, imajo to možno še na dan koncerta, 2 uri pred samim koncertom, od 7. ure naprej bo v taverni možnost si še priskrbeti vstopnico, sicer je pač število mest v sami taverni omejeno, tako da če kdorkoli bi še želel vstopnico, da je morda od dlje, so na spletni strani tudi vsi kontakti, kamor se lahko obrne, da pač rezerviramo samo vstopnico. Vaša družina je zaradi izgube tega mladega življenja zagotovo v krču. Kako živite vi, Barbara? 15 let je že. Ja, enostavno ni lahko, ko veš, da pač nimaš ne dokazov, ne nič, da to dokažeš, kar dejansko veš, da ni bilo tako, ampak zato smo rekli, napišemo to knjigo, pa mogoče tako zlijemo vsa svoja čustva na papir in nekako zaključimo s tem, ker enostavno smo izgubili ogromno energije, ogromno časa, da bi stvari dokazali, ampak še vedno, ko smo prišli do sodišča ali karkoli, so to težke stvari. Zelo huda zgodba. Vabljeni poslušalke in poslušalci na dobrodelni koncert. To soboto ob 21. se bo začelo v taverni v Kopru. Zanima me, kako so se ostali odzvali, kako so sponzorji reagirali na vaše povabilo za kakšno materialno pomoč. Zelo različno, ne. Bilo je takih, ki imajo posluh in ki so radi priskočili takoj na pomoč, tako da te sponzorje bomo tudi navedli na samem koncertu in tudi pač delamo na temu, da sam koncert bo posnet in išla bo tudi kot kratek posnetek z koncerta kot DVD, ki bo zgoščenka priložena zraven k sami knjigi in tam bojo tudi omenjeni vsi sponzorji, vsi donatori praktično, ne, bolj kot sami sponzorji. Tako da tudi medijski pokrovitelji so kar šli na roke, tako da je pa zelo različno, ne, nekje so imeli večji posluh, nekje manjši, tako da ogromno energije je bilo potrebno za vsa dogovarjanja s kom, kaj, kdaj in tako dalje. Ne. Povedali ste mi, Barbara, da ne bo moč kukati v taverno. Ja, ne, bo zakrita. Bo zakrita. Bo ogrnjena v zaveso in notri bo tako, bi rekla, opremljena še z rožami, tako da, ker Blaž je pač vseeno delal v cvetličarni svoje zadnja leta, tako da bomo tudi okrasili primerno oder in samo taverno, da se bojo gosti tudi nekako počutili, kot da so bolj v naravnem okolju. Tako in vse nastopajoče bomo lahko občudovali tudi na DVD-ju, kot ste rekli, ki bo išel skupaj s knjigo. Proti koncu leta lahko pričakujemo že knjižno izdajo. Tako, tudi za snemanje lahko pohvalim, da sem pač se dogovorila s Predrakom Rajčičem, ki je drugače tudi iz Markovca, zdaj živeč v Ljubljani. Je pa sicer snemal misijo Eurovizijo, pa ogromno videospotov znanih slovenskih glasbenikov, kot so Nejša, Alenka Gotar in mnogi drugi. Ne? Želim, da se čim več ljudi odzove povabilu na dobrodelni koncert v spomin na Blaža, ki je pred 15 leti v nepojasnjenih okoliščinah izgubil življenje. Vabljeni torej v Koper v soboto 26. maja v taverno. Koncert se bo začel ob 21. Barbara, bodite močni in pozdrav tudi vaši družini. Hvala lepa, veseli bomo vsakega, ki bo v soboto z nami.